Prisrčen popoldanski pozdrav z komentatorskega mesta v mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli v družbo prve lige Telemach. 159. večni derbi med Mariborom in Olimpijo je tretja tekma šestega kroga 34. sezone slovenskega državnega prvenstva. Zlasti v Evropi, tu je Milec, Grlić poskuša, Pedreño ga ustavlja, vendar neuspešno. Jakupović s podajo pred vrata, nevarno je bilo, toda tam je bil Barišić, ki žoge ni uspel zadeti z glavo. Nos pa seveda vseeno na igrišču. Dobil pa je tudi vpoklic vnovič v reprezentanco Litve, igral bo na prvih preizkušnjah v Ligi narodov. Čez kakšen teden dni Milec se zdaj bori, Talisson prihaja do žoge in kakšna obramba Ažbeta Juga. Ostaja 0-0 po poskusu Talissona, preigrava zdaj Brest in to bo gol out. Odlična obramba. Floruč v medprostoru je Turdov, poskuša se prebiti, tam je tudi Talisson pada v kazenskem prostoru, žoga bo za Ažbeta Juga, ne ali pa ne, vendarle udarec iz kota za Olimpijo. Talissonove strani verjetno iskal kontakt, tu je še zdržal, potem pa večni derbi v Ljudskem vrtu in zdaj bo odšel pogledat posnetek. Ko bo on sedaj videl, je pač odločitev. Poglejmo, kakšna bo. 11-metrovka. 11-metrovka za Olimpijo na začetku 15. minute. Nerodnost je prišla do 11-metrovke. Zdaj pa je eden izmed predmetov, ki je preletel z tribune, zadev Raula Floruča, ko je želel izvajati 11-metrovko in zdaj David Šmajc celo pošilja nogometaše v garderobo. Torej Raul Floruč in Ažbe Jug drugič, poglejmo Raula in obramba Juga! Obramba Juga v 17. minuti. Se pravi, vsa ta prekinitev je šla na mlin Maribora. Talisson nazaj navzven, Pedreño, tu je Raul, ki znova preigrava in pada. 11-metrovka še enkrat. Ja, je pokazal na belo piko David Šmajc, ali ne, mislim, da da. Mislim, da da. Če se namotim, da. Ja, ne, spremenil je odločitev, gre za prekršek izven kazenskega prostora. Iličić se je zdaj lepo obrnil, Grlić in pred njim Pedreño. Grlić preigrava. Povratna žoga za Iličića, potem pa Žiga Repas, pred vrati je Jakupović, ali se bo prišel do strela in Žiga Repas je zadel za vodstvo Maribora v 26. minuti. Ja, tako je. Sedaj pa bo poln preobrat, se pravi, imeli smo že 11-metrovko za Olimpijo, pa drugo dosojeno, pa potem iz te prekršek, sedaj pa vodstvo Maribora, zelo slabo razčiščena žoga. Znova Talisson in Floruc. Žogo v gnečo, potem pa gol. Justas Lasickas je zadev za 1-1 v 35. minuti. Spet gneča, tako kot pri zadetku Maribora in tokrat na drugi strani izenačenje Justas Lasickas. Bolj svež prihaja. Božič pa zdaj s predložkom na Iličića. Širvis je na strelu, ali lahko ogrozi Vidovška. Blizu je bilo. Pijuš Širvis je v prejšnji sezoni že odločil en večni derbi v Ljudskem vrtu. Akpa
Našel je Durdova priložnost za Olimpijo, Durdov strelja, toda obramba Ažbeta Juga. Dobra begunijska podaja Agbe. Kupović, tu je Bugre, takoj na desno do Iličića. Iličić s prodorom u sredino, Širvisma ima precej prostora, potem pa strel Bugreja mimo gola. Predložek gre na oddaljenejšo vratnico, skače tam Ristić, tudi Kojić se bori, Ristić spet do žoge, toda strel gre prek vrat. Mi bomo še enkrat videli priložnost za Dioga Pinta. Najprej ta strel, ki mu je bil Jug z lahkoto kos, potem pa poglejmo, kaj je storil mariborski vratar, pa potem seveda takoj popravil, celo malce je v glavo dejansko zadela žoga. Agba pa do Pinta, še enkrat Peter Agba. No in zdaj je do žoge spet prišel Iličić, ki je povsem izmučen. Burles. Božič z razdalje, brani Vidovšek. To je bila priložnost v 95. minuti. Neverjetno, mislim. Ante, težka, moška, trda tekma, pravi derbi lahko rečemo. Zelo zahteven derbi, zelo tekmovalen derbi in mi in oni smo želeli zmagati. Na koncu smo potem vsi bili v tem elementu mogoče malo zadržani, ampak ko pogledam vse skupaj, mislim, da neodločen rezultat najbolj pravičen. Psihološko, pravzaprav tista obrana 11 metrovka, je bilo to tisti moment, ki je potem vaše fante še malce dvignil? Jaz moram reči, da so fante bili danes mentalno na tako visokem nivoju in to je ena pozitivna stvar za naprej in trdi temeljni kamen pomeni, da smo bili mentalno nad marsinkom. Zdaj vemo, ne časa počitka, ni v četrtek vas čaka Djurgården oziroma švedska ekipa. Pred takšnim Ljudskim vrtom bo najbrž precej lažje kot na gostovanju. Sigurno bo lažje, plus tega, da ni umetno trave, s tem, da moramo se najprej regenerirati. Vemo, da so igrali eni fanti 2 tekmi v 3 dneh po 90 minut, tako da naredimo vse, da se čim boljše regeneriramo in potem na čim višjem fizičnem nivoju in mentalnem nivoju pričakamo četrtko tekmo. Zdaj predstavljam si Primorje zagotovo še kar v drugem planu, konkretno v drugem planu. Tekmo po tekma, korak po korak. Your first derby is behind you. Are you satisfied or did you prefer 3 points? Oh, come on. To respond to your answer, to your question, sorry, it's very clear. We prefer the 3 points. We play to win every game. All the draws we have had, I said at the beginning, we were very close to win. So this is our spirit. We try, even what is happening during the game, these issues with the fans, they stop the game, with the penalty. The team has the character, the spirit, the personality to overcome. We are building this. I'm very, very satisfied and thanks to the players because they are showing me every game what they want. So we are together in this and I think we deserve to win this game. It was a tough game, of course. These kind of games always have time for the both teams, but I think that we had very good chances to win this game. But we can see your input, even Marcel said, the coach said during the first training, this is our mentality. You missed the penalty. It was a really tough game. They scored first, but the performance never dropped. This is the point. Football is the most complex game and also the nicest one. And happen many things in the game. And you have time to do during 90 minutes the best and the worst. So you have to be ready to overcome every difficulty. We try in every game to happen the things that we think are better for us to be close to the win. So we try to focus very good in defense to don't concede good chances to our opponents. I think we are doing. Today the goal we concede we can do much better. Okay, we talked this in the half time, and in the face of attack we work to try to create the best chances as possible, and we are doing very good number and very good and quality of chances to score. We are missing the percent of accurate for us in this phase of the game is not being
so good, but still we are unbeaten. We are still there in the top of the table with very good performance. We are very satisfied, and in this way, we are always more close to the win than other result. Thursday, the game of the year, basically. Okay, we hope it's not the last. We hope it's not going to be the last. Now, from now, we are preparing this game. Ja, moška tekma na koncu 1-1. Ste zadovoljni z rezultatom ali mislite, da bi si lahko vzeli vse 3 točke? Pa normalno, da nismo najbolj zadovoljni. Normalno greš vedno v derbi z namenom, da zmagaš. Ampak ne vem, glede na vse okoliščine, ki so se danes dogajale, kar smo videli, ne vem, vseeno, ja, težka tekma, trda tekma, taktično z obeh strani. Na koncu, če pogledam, mislim, da smo jih mogoče mi malo večkrat stisnili pred njihovo 16-ko, tam pa mogoče malo zmanjkalo tiste svežine, konkretnosti, natančnosti v napadu, da bi boljše zaključevali napade, ampak nič, vemo, v kakšnem smo ritmu, imeli smo tudi sami nekaj težav pred tem obračunom, ampak ja, gremo naprej, vemo, da nas četrtek čaka verjetno da tekma leta in treba se dobro spočiti, pripraviti in gremo naprej. Ažbe Jug ubrane 11 metrov, ko še ena 100% priložnost. Ažbe je trenutno res v odlični formi. Pa zato ga imamo na golu, da nekaj odbrani, ne, zabavam se. Res fenomenalno, kaj ne rečem. Lahko smo res srečni, veseli, da ga imamo. Res tudi na vsakem treningu, res je tudi zgled v ekipi, ta pravi, mladim fantom, vsem tudi nam starejšim in res mu privoščim iz srca. Jaz upam, da bo tudi v četrtek tako odbranil, da nam bo pomagal v napredovanje in normalno, veseli smo vsi za njega. Fenomenalno vzdušje, pravzaprav že dobre pol ure pred tekmo, zdaj še vedno viole pojejo, najbrž si tega želite tudi v četrtek? Pa normalno in verjamem tudi, da bo tak. Je pa vseeno to, če smo iskreni, za derbije tu v Mariboru vseeno nekako normalno. Mislim, da mi napolnimo stadion, vemo, da smo nogometno mesto, vidimo, da navijači živijo s klubom. Je pa res po drugi strani, da vseeno od oktobra, odkar je prišel trener Šimundža, vseeno smo tudi mi nekako njih prisilili v to, da nas pridejo podpirati v takem številu in žal danes nismo se jim odložili z zmago, normalno proti Olimpiji, ampak jaz upam, verjamem in si želim, da bo v četrtek naš dan. Še zadnje vprašanje, Primorje najbrž trenutno še kar v drugem planu, najprej premagati Švede. Normalno, v vsakem primeru gremo mi iz tekme v tekmo, čeprav vemo, da nam je prvenstvo prioriteta, kar vedno znova poudarjamo. Tukaj, če nisi prvi, je res, vidimo, da težko priti se uvrstiti v Evropo in ja, najprej četrtek, potem nedelja, potem pa bomo spet razmišljali naprej. Marcel, 1-1. Statistično gledano, če gledava strelj na gol, strelj v okvir gola, ste bili boljši, lahko pa na koncu rečeva, je ta remi nekako najbolj fair? Ja, tekma je bila odprta z obe strani, bili smo imeli svoje šanse, mislim, da smo mi imeli nekako malo boljše, bolj 100%, ampak ja, mislim, da na koncu lahko rečemo nekako 1-1. Za oboje v redu rezultat, videli se, da smo zmatrani oboje, da so te evropske tekme dale neko vlogo te tekmi, da nije bila taka, kako bi mogla biti. Zanimivo je, da niste padli, ubrane na 11 metrov, kad dobili ste gol, pa še vedno ste šli, ni bilo tega psihološkega paca. Ja, to je že prvi dan trener rekel, da imamo zmagovalno mentaliteto, ne glede kaj se dogaja na igrišču, vedno hočemo zmagati in to se je tudi danes pokazalo. Zdaj, v četrtek vemo, vas čaka tekma leta, so vse misli usmerjene proti Rijeki ali morda pogledujete tudi že proti Muri? Ne, zdaj so vse misli na Rijeki, moramo zmagati to tekmo, da gremo v Evropo. Mislim, da so stolice že dokaj polne, upam, da bodo čisto polne, tako da vabim vse navijače, da pridejo v četrtek nas spodbuditi in da gremo skupaj v Evropo. Najbrž bo v Stožicah precej lažje igrati pred svojimi igralci kot tukaj pred polnim Ljudskim vrtom. Ja, seveda.